Desetdnevno razpravljanje različnih podkomisij in teles, ki sestavljajo komisijo za kitolov večjih sprememb v odnosu na lov po večini zaščitenih morskih sesalcev ni prineslo. Norvežani in Islandci bodo tudi v prihodnje pod budnim nadzorom lahko izvajali omejeni gospodarski kitolov, kar velja tudi za avtohtone prebivalce Grenlandije. Precej bolj pod drobnogledom in na udaru kritik pa je bil tako imenovani znanstveni kitolov, v imenu katerega je Japonska vse od prepovedi kitolova leta 1986 pobila okrog 7000 kitov. Na sila miroljuben način so svoje nasprotovanje kitolovu izražali redki protestniki. We come with a surface philosophy that this is actually planet ocean and these whales and dolphins are our family, ocean kin. And we don't want to see a single whale or dolphin killed. In fact, we come from believing that they're our brothers and sisters. Japonski predstavniki, ki jim je na kongresu sledila horda novinarjev, se s takšnimi stališči zagotovo ne bi strinjali, a tega nismo mogli preveriti, ker izjav pač ne dajejo. Predsedujoča komisiji za kitolov je prepričana, da se da z dialogom doseči veliko. I think that we need to collaborate together as countries to see how we can ensure that there's a sustainable utilization of the marine mammals and also that they are there for generations to come. Sodelovanje pri varovanju skupne dediščine bojda tudi glavni razlog, da v komisiji sodeluje Slovenija. Drugo je, da Slovenija, ko je predsedovala Evropski uniji, je morala koordinirati stališča Evropske unije in jih tukaj predstavljati, in to ni mogoče drugače, kot če nisi članica konvencije. Letna članarina v komisiji znaša okrog 25 000 evrov. Svoje pa bojda za vsa leta nazaj dobili povrnjeno prav z organizacijo tega kongresa. Sedaj moramo le paziti, da nam kongres o kočevskih medvedih ne uide na Zanzibar.